Dober večer. Ta hip se sindikati, delodajalci in vlada pogajajo o reformnem superpaketu, ki bo pomembno spremenil naš trg dela in pokojninski sistem. Na koncu bodo o tem odločali poslanci. V poslanskem vprašanju se bomo o tem nocoj pogovarjali s poslanko Pozitivne Slovenije Renato Brunskole. Dober večer. Dober večer. Poglejte, gospa Brunskole, kako boste glasovali o reformah, če te v državni zbor ne bodo prišle usklajene s sindikati? V Pozitivni Sloveniji, kot smo dostikrat poudarili, in tudi jaz sama, želimo biti konstruktivna opozicija, delovati v dobrobit državljank in državljanov Republike Slovenije, in če reforme ne bodo usklajene s socialnimi partnerji, sindikati, zagotovo tudi mi ne bomo mogli stisniti gumba za, saj namreč bi delovali v škodo naših državljank in državljanov. Zatorej tudi pri samih reformah v danem trenutku prepričana sem, da reforme so potrebne. Zatorej ne nasprotujemo reformam, vendar usklajenost s socialnimi partnerji mora biti do te mere, da bomo lahko skupno sobivali in ne vedno poslušali, da politika ne deluje v dobro državljank in državljanov Republike Slovenije. No, ampak tudi v času prejšnje vlade, Pahorjeve vlade, vi ste bili takrat poslanka Socialnih demokratov, je bilo tako, da marsikateri zakon, pa tudi reforma ni prišla v državni zbor povsem usklajena, na to so se zgodili referendumi. Vidite realno opcijo, da bi tokratne reforme padle na referendumih, podobno kot je recimo pokojninska ali pa malo delo v preteklosti? Mislim, da v tem mandatu je opozicija, pa ne da kogarkoli žalim, bistveno tudi v razpravah drugačna od prejšnje opozicije. Sama imam v spominu marsikatero razpravo, ki ni sodila v državni zbor, torej bila izpod vsakega nivoja, in mogoče se dotaknem vezano na to, o čemer ste dejali. V soboto sem bila na proslavi, na slovesnosti v spomin na 70-letnico pri Beceletovi jami na Zagradu pri Otocu, in je slavnostni govornik, tovariš gospod Milan Gorjanc, izrekel, pa sem si kar vzela ta stavek, pa vam ga mogoče povem, je ravno o tem. Aktualna oblast nas bombardira z reformami, grozi z bruseljskim diktatom, če jih ne sprejmemo. Leto in pol nazaj pa je ta ista oblast kot opozicija z buldožerji rušila te iste, bistveno milejše in človečne reforme. Hočem ravno to povedati, tukaj res z malo bolj ostrimi, tovariš Gorjanc zna to zelo ostrimi besedami, vendar v danem trenutku menim, da je res temu tako. V prejšnjem mandatu, pred letom in pol, je bila sedanja koalicija, vladajoča oblast, takrat opozicija, zelo ostra proti tem reformam, ki so bile resnično bolj človečne in milejše napram tem, katere bomo žal verjetno morali sedaj sprejeti. Namreč, če gledamo, bi že v takratnem času ne bili v tem, bi proračunska luknja, kot pravimo, bila bistveno manjša, če bi v lanskem letu to sprejeli, zagotovo bi 200 milijonov evrov potom tega že privarčevali. Sedaj se soočam z določenimi resnično problemi, kateri pa so tudi rezultat tega, da če samo zategujemo pas, samo varčujemo, potem ni niti osebne potrošnje, ni niti investicijskega zagona, niti ne gospodarske rasti. No, kakšne so recimo možnosti reševanja krize, bomo spregovorili v nadaljevanju, pa vendarle bi se želela dotakniti nečesa, kar ste omenili ravnokar. Tokratna vlada, tudi sam vrh, tudi premier, pogosto omenjajo, da je Slovenija v zelo težkem finančnem položaju, da bomo zaprosili za mednarodno pomoč, sedaj tudi tuji tisk precej govori o tem, padajo nam bonitetne ocene in tako naprej. Menite, da je ta prošnja za mednarodno finančno pomoč dejansko realnost, ali gre tukaj samo za notranje politično obračunavanje? Pozitivna Slovenija in Socialni demokrati smo v petek vložili zahtevo za sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ. Zakaj gre?
Radi bi, da državljankam in državljanom Republike Slovenije vlada sporoči oziroma tudi pristojna ministrstva, kje dejansko smo. Ali res smo v tolikšnih težavah, kolikšna. Mi pravzaprav v povezavi, sedaj bomo imeli tudi zakon o stabilnosti, vzpostavitvi stabilnosti bančnega sistema. Kje dejansko smo? Ali gre za milijardo, ali gre za 4 milijarde evrov? Kolikšna je ta zadolženost, ta dejansko, ali smo res v takšnih težavah, o katerih se govori, ali se predvsem želi na nek način ljudi narediti še bolj zaskrbljene, še bolj negotove. Nekdo je v zadnjih dneh večkrat že izrekel, ali se želi ljudi ustrahovati. To ne bi bilo dobro. In tudi strani opozicije ne bomo delali težav, da ne bi želeli, da bi želeli nasprotovati koaliciji ali vladi, da se določene reforme, spremembe zakonodaje ne bi sprejele. Ne, vendar hočemo, da ljudje vedo. Jaz mislim, da mi nismo na poti Grčije, da nismo v tako hudih, v tako težkih situacijah. Bolj vidim svetlo plat v smeri, kot bomo potem govorili, v smeri gospodarskega zagona. In tukaj pričakujem, da pristojna ministrstva tukaj naredijo potrebne ukrepe. Že lansko leto, ko je bila pokojninska reforma, sama kot predstavnica mlajše generacije, sem se takrat zavedala, da bo to pomenilo, da bomo morali mi mlajše generacije dlje delati. Vendar danes, ko bomo morali sprejeti reformo, ki nas bo še bolj, kot bi rekla, udarila, pa vendar reforma še vedno ne bo tako ostra, kot je recimo dostikrat se poudarja Nemčija, kot je danes že to v Nemčiji. No, če smo že pri pokojninski reformi, zdaj starostna meja za upokojevanje naj bi se povečala na 60 let, pokojninska na 40. Zdaj tudi vaša vlada je v času premierja Pahorja poskušala pravzaprav povečati to starostno obdobje. A se v tej točki recimo strinjate, da je to smiselno? Zagotovo bo potrebno iti v tej smeri, vendar tudi sama se ne bi želela opredeljevati, dokler ne dobimo usklajenega, s socialnimi partnerji usklajenih predlogov sprememb in reform. Tako na področju trga dela, kot tudi pokojninske reforme. Tako da vendar bi pa tukaj sva dve predstavnici ženskega spola, meni, da je pa vseeno prav, da se tukaj le upošteva moški, ženske. Tukaj vidim, da bi se želelo nekako zadeve enačiti, po tem, kar vidim v medijih in spremljam. Tako da tukaj mislim, da bo še potrebno določene zadeve še proučiti in še uskladiti. Menim, da ne bi bilo ravno čisto tako prav. Smo ženske le, tudi matere, skrbimo za družino, mogoče skoraj še v večji meri kot moški, mi ne zamerijo, vendar je tako. In tukaj menim, da je še vedno prav, da je tudi v tej smeri še upoštevana razlika. No, razumem, da ne želite se opredeljevati do konkretnih potez, tako pokojninske reforme kot reforme trga dela, pa vendarle morda lahko na splošno spregovorimo o določenih stvareh, ki so pravzaprav vseevropski trend pri reformah. Ena izmed teh je tudi uvajanje individualnih pokojninskih izračunov. Zdaj, v tem trenutku vlada trdi, da podobno kot je bilo to v času prejšnje reforme, naj bi bili ti izračuni le informativni. Zdaj, nekateri ekonomisti pa po drugi strani opozarjajo, da informativni pokojninski izračuni lahko kasneje prerastejo v sistem, kolikor plačaš, toliko dobiš ven. Skratka, da se izniči ta solidarnostni mehanizem prerazporejanja. Se vam zdi to dolgoročno gledano recimo lahko potencialna nevarnost? Lahko je to na eni strani potencialna nevarnost, lahko je pa na drugi strani to tudi dejstvo. 25 let nazaj ali še nekoliko manj, 23 let nazaj, 25 sem bila še srednješolka, 23 let nazaj pa že zaposlena in študentka ob delu. In takrat se spomnim naših profesorjev, tako v srednji šoli, kot tudi potem pri študiju, da so nas opozarjali. Glejte, študentke, študenti, zavedajte se, da pokojnine boste dobili toliko, kolikor boste v času svojega dela
sprotno varčevali oziroma namenjeni v pokojninske sklade. Tako da mislim, da predstavniki mlajših generacij smo se tega že nekako zavedali kot neke vrste dejstva. Vendar, če pa govorimo o pokojninah, o ljudeh, ki so danes že upokojeni in v povezavi z ZUJF-om, zakonom o uravnoteženju javnih financ, pa moram izreči, da to je šlo pa za toliko nedorečenosti, nedodelanosti in nekako stremljenja in šlo je pravzaprav za točno določeno populacijo upokojencev oziroma točno določene upokojence, ki se jih je tukaj želelo na nek način skoraj, da ne rečem kar prizadeti, da menim, da tako ni bilo prav. In res je, da v zgodovini, ko gledamo, je bilo in so upokojenci, katerih določen del pokojnin ni izviral izplačanih davkov in prispevkov. Vendar bilo je drugo obdobje. Obdobje, ki pa je nam, slovenskemu narodu, prineslo samostojnost, osamosvojitev in to, da danes še govorimo slovensko. In se mi zdi, da to spreobračanje zgodovine, to pozabljanje zgodovine, ta določena dejstva, čeprav so že moji starši povojna generacija, se mi zdi, da to ni prav. To ni prav, zakaj ločevati ljudi ali pa tudi naprej ločevanje pri proslavah, pri praporščakih, pri zvezdi in tako rečeno. Ni to dobro. In mislim, da to ni dobra popotnica tudi za generacije za nami, naše otroke, naše vnuke. In to, kar smo naredili zakonom o uravnoteženju javnih financ, oziroma so naredili, saj namreč mi smo nasprotovali tovrstnim ukrepom, pa tudi določeni ukrepi, določeni indici, ki tudi dišijo po tem, da bi se želelo javno šolstvo, da ne rečem, uničiti. In na ta način tudi še bolj ljudi in narod, kot pravimo, razslojevati. Torej, na bogate in revne. To ni dobro. Tega si ne želimo. In zatorej tudi pri vseh teh reformah, ki so šle, ali pa nekdo je bil vrhunski športnik, umetnik. In zdaj kar naenkrat je kar dobršen del pokojnine. Nekdo je izgubil. Res je, da so težki časi in da ljudje živijo težko. Upokojenci nekateri so res na pragu revščine. Ne morejo sedaj, ko poslušamo, omenjajo, da v domovih starejših več ni problem dobiti prostora v domu starejših. Saj namreč tisti, ki so postali brezposelni, so svoje starše vzeli iz domov in skrbijo za njih doma, ker niso sposobni, kljub temu, da bi ti ljudje bili potrebni domske oskrbe, so v takšnem obdobju starostnem in takšnem zdravstvenem stanju, da bi to potrebovali, vendar svojci, otroci finančno ne zmorejo financirati. Morda se za trenutek lahko vseeno dotaknemo še reforme trga dela. Zdi se, da trenutno nihče ni pravzaprav zadovoljen z temi predlogi. Sindikati pravijo, to je prevelik poseg v pravice delavcev, delodajalci pravijo ne, to je premalo prožnosti. Kje je po vašem mnenju neko smiselno ravnovesje med pravzaprav varnostjo in pravicami delavcev in prožnostjo delodajalcev, da lahko prilagajajo obseg proizvodnje? Ena srednja pot je potrebna. Vedno tudi čisto vse, kar je strani tudi sindikatov v povezavi s pravicami delavcev, je prav v tolikšni meri, da ne prihaja do zlorab. Zlorab v tem, da kot včasih kdo izreče, poglejte, v proizvodnji, tisti, ki smo pridni, ki delamo, se pravzaprav nismo nič bolj nagrajeni kot tisti, ki ne dosegajo norm in tako naprej. Res je, danes se dogaja, kot zna kdo izreči, v podjetjih, zasebnih podjetjih, so norme kar izredno visoke. Torej morajo biti ljudje, delavci resnično 100% pri delu. Torej ni več tega, kot so včasih rekli, joj, v socializmu je bilo tako. Nekateri so prišli v tovarno, na delo, pa so se tako rečeno spočili od dela, ki so ga upravljali doma na kmetijah. Danes tega polovičarskega dela več ni. Torej tudi v proizvodnjah, v službah je potrebno biti praktično 100%. Vendar na drugi strani pravice, ki si jih delavci želijo izboriti, se strinjam, da je potrebno poskrbeti za delavce, da imajo delavci tako pravico do vseh
varnostnih, torej varstvo pri delu, do vseh tovrstnih, da morajo biti zavarovani, da mora delodajalec zavarovati, plačati prispevke, ne pa da ugotovijo po 10 letih ljudje, da mogoče niso niti imeli plačanih prispevkov. Vse tovrstne zaščite morajo biti. Vendar na drugi strani pa tudi delavci morajo se zavedati, kaj pomeni imeti delo, kaj pomeni imeti zaposlitev. Tudi sama se spomnim pri delu, dosti se govori o javni upravi, pa o tem, da če se je delavec še preveč zaščiten, da se ne zavedajo, kaj pomeni delovno mesto. Tudi sama sem včasih se soočila s tem, da mi je znal kdo od sodelavcev izreči, ura je toliko, imam naprej družino, je res. Ampak kadar je delo, je kdaj potrebno tudi potrpeti in tudi delati in tudi realizirati tisto, kar je cilj in kar je, recimo se spomnim v občini, predvsem v občinskih svetov, so bili sodelavci resnično zelo obremenjeni, seje odborov, priprava proračunov, rebalansov, ali pa so bili kratki roki za prijavo na razpise za pridobitev evropskih sredstev. Potem smo bili pa vsi skupaj izredno veseli in zadovoljni, ko smo recimo pridobili evropska sredstva, kot je bilo za Belokranjski vodovod, v programu Pokolpje za dom starejših, za enoto za dementne ali pa za kanalizacijo vodovod Rašiči. Recimo, zdaj sem se na en tak lokalen primer, ljudje radi slišijo na konkretnih primerih, o čem govorimo. Zato sem se konkretno opredelila na drugi strani. Pa torej, to je ta, na drugi strani pa to, kar se dosti govori sedaj recimo o javni upravi. Že res, vendar poglejte, fakultetno, univerzitetno izobraženi ljudje, recimo, ki delajo v javni upravi, pravnik na občini splača recimo 800 evrov ali manj kot 1000 evrov. To so, tukaj se pa že vprašamo dejansko, ali pa potem se čudimo, zakaj v javni upravi ni možno dobiti univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva. Zaradi tega, ker dejansko se tudi ti ljudje vprašajo za tako majhen denar, kot je znal, ali je to še tisto, k čemur češ ljudje, mlade generacije, je smiselno, in mlade generacije sedaj razmišljajo, stremijo izven meja Slovenije. Torej, mlade družine gredo in delajo že v tujini. Vendar, na drugi strani pa, ko sem že omenila gradbeništvo, zagon gospodarstva, podpora gradbeništvu, državne investicije, to bi bilo tisto, kar bi spodbudilo gospodarstvo. Sej ravno to je bilo pravzaprav moje vprašanje. Ne, kakšne so lahko recimo, ker vlada ponuja pravzaprav zategovanje pasu, kakšne so lahko alternativne rešitve, na kakšen način zagnati, ker slišimo, zagnati je treba gospodarstvo, ampak vsi se sprašujejo, na kakšen način. Kolegi, ki danes vodijo ministrstva, kolegi pravim zato, ker smo bili v prejšnjem mandatu skupaj poslanci, in ti kolegi so bili opozicijski poslanci, velikokrat opozarjali, izrekali vedno ene in iste stavke na določenih sejah. Vendar danes, ko bi morali, ko vodijo resorje, ko bi bilo potrebno zagnati gospodarstvo, ni čutiti ukrepov, ni učinkov. Nekako po rezultatih investicije so se za 20% v letošnjem letu zmanjšale. Danes si upam trditi, da ravno velike državne investicije, državni projekti. Glejte, danes so največji investitorji občine. Prej, ko sem omenjala posamezne belokranjske projekte. Občine so tiste, ki so največji, bi rekla, investitorji v zadnjem skupaj za pridobitvijo seveda evropskih sredstev, drugače tudi ne bi mogli, ker če so ljudje brezposelni, tudi v proračunih občinskih ni sredstev. Vendar danes si upamo trditi, da so občine največji investitorji. Poleti sem bila na otvoritvi v Ljubljani Fabjanjevega mosta. To je bil en največjih, če ne največji investicijski projekt javne uprave, torej države, glavnega mesta, recimo konkretno je bilo to Ljubljane, pa ne zato, ker je Zoran Janković, predsednik Pozitivne Slovenije, župan Ljubljane, ampak dejansko je bil to največji infrastrukturni projekt, ki se je odprl v letošnjem letu, kar po moji oceni je žalostno. Tretja razvojna os. To bi morali biti že projekti na nivoju države, ki bi zagotovo gradbenemu sektorju, sedaj, če pogledamo na območju jugovzhodne Slovenije, največji 2 gradbeni podjetji v Sloveniji,
mislim, da po statističnih podatkih so sedaj to CGP in Begrad iz tega območja, torej iz Dolenjske in Bele krajine. No, tretja razvojna os, ravno to je zdaj pravzaprav ključno vprašanje. Vemo, da tretji razvojni osi nikoli ni v resnici zelo dobro kazalo. V tem trenutku se zdi, da je projekt praktično ne samo odmaknjen, ampak tako rekoč zamrl. Po vaših informacijah vidite oziroma predvidevanjih vidite kakšno realno možnost, da se tretja razvojna os končno začne graditi na tem našem delu? Moje poslansko vprašanje ravno na tem rednem plenarnem zasedanju je bilo ravno ponovno ministru za infrastrukturo in prostor, gospodu Černaču, v povezavi s tretjo razvojno osjo, južni del, in pa tudi resornemu ministru za kmetijstvo v povezavi z izdajo soglasij za izgradnjo tretje razvojne osi. Namreč vemo, da sprejem državnega prostorskega načrta je možen takrat, minister Černač ga omenja v jesenskih mesecih, je možen takrat, ko se pridobijo vsa soglasja pristojnih ministrstv, torej tako resorja kmetijstva, kot tudi področja okolja. In tukaj je torej tudi minister Bogovič tisti, in njegovo ministrstvo, ki lahko močno potegne voz naprej. Jaz upam, da bo tukaj, tudi glede na to, da tudi sam pozna to območje zelo dobro, vendar tukaj ne gre samo za to, da bi rekla, imamo tukaj dva ministra iz območja jugovzhodne Slovenije, tako ministra Bogoviča, tako ministra Vizjaka. Upajmo, da bo tukaj tudi politična volja, da južni del dobi tretjo razvojno os, torej povezava vse Bele krajine z osrednjo Slovenijo. Vendar tukaj gre tudi za paradna konja slovenskega izvoza, za Krko in Revoz. In mene kar žalosti, da te dve veliki podjetji, gospodarsko močna prestolnica, če ne najmočnejša v Sloveniji, Novo mesto, da še danes nima obvoznice, kvalitetne obvoznice. Dnevno se iz Bele krajine vozimo ljudje, tudi sama padem zjutraj bi rekla, na eno to jutranjo konico Krke in Revoza. Torej, Dolenjska nima kvalitetne obvoznice, kar menim, da je žalostno, da bi nujno si zaslužila v povezavi s tem, da trenutno državni proračun ravno Krka in Revoz redno in pomembnem delu polnita. Seveda se kar nekaj tudi drugih sprememb na ravni državnega zbora trenutno pripravlja. Ena izmed teh, ki bo pomembno spremenila verjetno neke načine demokratičnega odločanja, so tudi spremembe ustave o zaostrovanju referendumskih pogojev. Zdaj, vaša stranka Pozitivna Slovenija je dala zeleno luč, da se ta postopek lahko začne, ali lahko sklepamo, da boste potem tudi na koncu podprli to zaostrovanje referendumskih pogojev, ali ste želeli zgolj sprožiti ta postopek in razpravo o tem? V našem volilnem programu je bilo tudi to opredeljeno, da si želimo spremembe, kar se tiče referendumske zakonodaje. Zakaj se vam zdi to potrebno? Zaradi tega, ker to, kar smo doživljali, da so se referendumi kar tako, se vemo, da referendum pomeni tudi strošek. Tudi strošek na račun davkoplačevalcev in kar tako metati 3-4 milijone evrov za referendum, kar na počez, meni, da to ni dobro. Na ta način bi že marsikateri infrastrukturni projekt peljali, pa če gremo na območje Dolenjske in Bele krajine, kar zagotovo naše gledalke in gledalce iz tega območja zagotovo zanima, recimo projekt centra ravnanja z odpadki, Cero, druga faza, sedaj naročena ponovno, prejšnjič sem ministra Bogoviča o tem spraševala ponovno, revizija tega, in jaz sem ga vprašala, ali je revizija za to, da se ta projekt Ceroda zaustavi, ali da se mogoče pelje na eni strani usporedno še projekt odlagališča sortirnice v Krškem, na območju Leskovca pri Krškem. Jaz menim, da Dolenjska, Bela krajina in Posavje potrebujeta ta center in da je prav, da se evropska sredstva, o katerih se dostikrat govori, da niso v celoti izkoriščena. Zakaj ne? Tukaj je potrebno pogledati, ali so te revizije res potrebne, smiselne, ali gre tukaj samo za zavlačevanje in na ta način peljanje drugih projektov v drugo smer. Ali gre tukaj tudi za na eni strani še za razprodajo državnega premoženja,
za določene privatizacije, čemur mislim, da je potrebno tudi na državno premoženje gledati tudi kot tisto, kar je za nas izrednega pomena in da kar na počez, kar tako razprodajati, potem bo res prišlo do še večjega razslojevanja prebivalstva v Sloveniji. Koga boste volili na predsedniških volitvah? Vašega nekdanjega šefa Pahorja ali izbranca vaše stranke, gospoda Terka? Sama še vedno, glede na to, da sem dvakrat kandidirala za županjo z zbiranjem podpisov podpore volivk in volivcev in vsakič tudi na ta način postala županja. Takrat, pred 5 leti, sem bila v Beli krajini edina županja, kot županja Metlike. Oba kolega, takrat župana Črnomlja in Semiča, sta podpirala takratnega kandidata, gospoda Peterleta. Sama pa sem takrat podpirala dr. Danila Tirka in še vedno sem prepričana, da je dr. Tirk tisti, ki bo znal povezovati državljanke in državljane Republike Slovenije, kot jih je do sedaj, in da je pravi kandidat za naslednji mandat predsednika Republike. In tudi sama sem sedaj, kot Renata Brunskole, zbirala podpise podpore in sodelovala pri tem. Dobro, da podpiram. Torej sem prepričana, da je dr. Danilo Tirk tisti, ki je pravi kandidat tudi, da pelje še naslednji mandat. Saj namreč tudi, če gledam na ta določena politična sedaj ločevanja ljudi, je prav, da to pelje naprej še dr. Tirk. Dobro, videli bomo, kako mu bo uspelo, če. Najlepša hvala za tale pojasnila in obisk v našem studiu. Hvala lepa. Jaz bi v tem trenutku, glede na to, da tudi na področju sprememb proračunov, zakonodaje in tako dalje, želela, da bi bila tudi samostojnost medijev v čim večji meri in da bi državljanke in državljani Republike Slovenije in tudi vsi tisti, ki delamo na področju politike, imeli občutek, da mediji delujete neodvisno in da predvsem, da tako tiskani mediji, kot tudi mediji na področju, kot je televizija, radio, da se boste tudi novinarji postavili v to smer, da boste samostojni in predvsem, da bo tudi na področju tovrstnih sprememb ne se soočali tudi državljanke in državljani, da bo šlo za, ne vem, uničenje javne televizije, na drugi strani pa za vzpostavitev neke politične televizije ali pa na drugi strani obdavčitev tiskanih medijev in tako naprej. Menim, da tudi to vaše področje, če smem tako izreči, v tem trenutku ne gre pravo pot. No, naši kolegi v informativnem uredništvu vašega kanala se gotovo trudijo za verodostojne informacije vsak dan. Hvala še enkrat za vaš obisk v studiu in pa vsa ta pojasnila. Vam, cenjene gledalke in gledalci, pa seveda hvala za pozornost. Bodite z nami tudi čez 14 dni, ko bomo ponovno gostili poslanca koalicije. Lahko noč.